Vaš korak za čistejši zrak. To je geslo letošnjega tedna mobilnosti ali premikanja, ki nas vabi, da malo pomislimo, kako svojim premikanjem po površju Zemlje, pod njim in nad njim vplivamo na okolje. Leto še posebej mislimo na zrak, ki je preveč onesnažen tudi v nekaterih slovenskih mestih, zato Evropa od nas zahteva, da nekaj ukrenemo. Za velike premike so torej odgovorni politiki, za majhne pa lahko storimo kaj tudi sami. Tale ulica je navadno polna avtomobilov, danes pa ni tako. V tednu mobilnosti so jo zasedli učenci osnovne šole Kidričevo, ki tako sporočajo, da bi ulica ob njihovi šoli morala biti prostor za varno igro. Mi se igramo tu za bloki in če greš žoga na cesto, moraš biti zelo previden. Ulica se mi ne zdi tako varna, ker avtomobile kar drvijo mimo in ne opazijo drugih ljudi. Menijo tudi, da vozniki po tej ulici, ne le v tednu mobilnosti, ampak ves čas, ne bi smeli voziti hitreje kot 5 km/h. Če bi tu vozilo manj avtomobilov, bi bil tudi zrak kakovostnejši. Po podatkih UNICEF-ove raziskave namreč slovenski otroci v primerjavi z vrstniki iz drugih držav dihate slabši zrak. Naš zrak namreč vsebuje preveč delcev PM10. To so prašni delci, ki jih s prostim očesom ne vidimo, vendar so navzoči v zraku. Povzročajo jih promet, industrija in ogrevanje v gospodinjstvih. Večino teh delcev sicer prečisti že nos, a če jih vseeno vdihnete, lahko povzročijo veliko bolezni na pljučih. Za čistejši zrak bi lahko med drugim poskrbeli tako, da bi se manj vozili z avtomobili. Da bi se včasih vozili s kolesi. Z vlaki in avtobusi, ne pa vsak za sebe s svojim avtom. Čim večkrat pa uporabite svoje noge.